Ja, to je kar težko, vendar bolezen se začne in naenkrat je zelo težko sprejeti to. Poznala sem bolezen, preden je mož dobil to diagnozo, zato me je bilo tega kar strah. Vendar po začetnem zdravljenju se je stanje umirilo, izboljšalo, vendar to ni trajalo ne vem kako dolgo. Stanje se je začelo slabšati, spreminjali smo zdravila oziroma spreminjali smo dozo. Zdravilo je ostalo enako in čez čas se je pokazalo, da tudi to ne zadošča. Ni bilo več možno na 4 ure jemati zdravila, ampak že na 3, na 2, na koncu tudi to bilo premalo in potem smo se odločili za posvet pri zdravniku, kaj bi lahko naredili. Najprej smo preverjali situacijo, kako bi bilo za globoko možgansko stimulacijo, vendar je mož bil že v bistvu dosti star in pa tudi kognitivne spremembe so se že pojavile in zaradi tega ni bil primeren za ta poseg. No in potem smo nadaljevali in prišli do črpalke z duodopo, s tem, da ima cevko speljano direktno v tanko črevo, kjer se zdravilo potem absorbira. In to kontinuirano teče in moram reči, da je to zelo dobra oblika zdravljenja in da je bil res zelo spremenjen po tem posegu. In prej je bil že tak depresiven, samo ždel je, nič ga ni zanimalo, potem je pa po tem zdravilu je pa začel spet brati, ker je bral vse življenje in je spet res z velikim veseljem bral, tako da smo komaj sploh mu dobavljali knjige, domače je že tako prebral in stanje se je zelo izboljšalo. Tudi motorika je bila boljša, ker drugače je on zelo motorično zelo slab in že dolgo ne more več upravljati nobenih del doma, ne na vrtu, ne po hiši, tudi prste ima neobčutljive, tako da je moral tudi noben vijak ni več prišel v poštev, da bi ga zavil. No in tako zdaj pač to živiva, imava pa en problem in sicer on zelo veliko pada. Pada in pa kolabira. To sta dve vrsti padcev, eno je, da postane šibek in zleze skupaj, drugo pa je, da dejansko izgubi zavest. In to so pa te hujše stvari, zaradi katerih ga pravzaprav ne morem nikoli pustiti samega. Vedno mora biti nekdo pač doma, če mene ni, in s tem sem pravzaprav tudi jaz zelo omejena, ker v bistvu nikamor ne morem iti. Zdaj lahko ga peljem s sabo, ker tudi zelo rad gre, ampak potem imava seveda spet probleme. Ne more hoditi, je na vozičku, imava tudi električen skuter, tako da to je edino, kar nam ostane, da lahko tudi jaz grem na sprehod. In s tem sva si nekako uredila, da v bistvu še vedno lahko živiva skupaj s svojimi potrebami. Je pa včasih hudo, posebno pri dvigovanju, ker to je mrtva teža, ko pade in to je zame res mučno. Imava tudi 2 otroka, ki sicer pomagata, vendar ne živimo skupaj, tako da lahko pomagata pač po svojih močeh.